Na novinarski konferenci Nove generacije podmladka Slovenske ljudske stranke glede zakona davka na nepremičnini in novinarske konference, na kateri želimo opozoriti na nekatere negativne učinke omenjenega davka na položaj mladih. Na novinarski konferenci sta poleg mene prisotna tudi podpredsednik Nove generacije Danijel Valentine in podpredsednica Nove generacije Senta Domja. Pozdravljam tudi v mojem imenu, hvala predsednici za besedo. V Novi generaciji podmladku Slovenske ljudske stranke že dalj časa opozarjamo na problematiko podeželja. Od del ljudske stranke nikoli nismo, nikoli ne bomo izključevali ljudskosti in podeželja. Zakaj torej izpostavljamo podeželje? Predvsem zato, ker se v Novi generaciji Slovenske ljudske stranke enostavno bojimo oziroma verjamemo v to, da bo nepremičninski davek izredno prizadel kmetije in slovensko podeželje. Mladi ljudje, mladina, ki so pobudniki oziroma prevzemniki kmetij, tako ne bodo želeli upravljati več s kmetijami, kar bo povzročil ravno grozeči nepremičninski davek in marsikatera vrata slovenske kmetije se bodo zaprla. Prav tako bo padla domača samooskrba. Vlada Republike Slovenije obremenjuje ljudstvo samo še z davki in drugega jim ne ostane, kot da se oskrbijo sami doma. Tudi ogromno je reklame in denarja namenjena domači samooskrbi in vse to bo s tem zaman. Vlada sama sebe minira in si sama sebi pljuva v skledo. Nova generacija podmladek Slovenske ljudske stranke se boji, da bo zaprtje marsikatere slovenske kmetije tudi slovenska domača produkcija zaprta. Mar bomo torej jedli samo še madžarski krompir ali hrvaško meso? Rada bi se dotaknila tudi podjetništva in obrtništva. Z nepremičninskim davkom bodo začeli podjetniki odpuščati delavci ali jih niti ne bodo zaposlovali, kajti breme, kot je ta davek na nepremičnine, bo pomenil tudi višje stroške poslovanja. In denar, ki je namenjen za plače uslužbencev, bo sedaj moral romati vladi v žep. Tudi pereč problem davka na nepremičnine vidimo pri samozaposlovanju oziroma pri samostojnem podjetništvu. Mladi, kljub temu, da smo samoiniciativni, pogumni, se želimo zaposliti, smo kreativni in razgledani, ne bomo mogli ustvariti lastnega podjetja. Poleg že obstoječe birokracije bo ta zaviralni mehanizem nepremičninskega davka onemogočal odprtje lastnega podjetja oziroma samozaposlitve. Skratka, v Novi generaciji Slovenske ljudske stranke opozarjamo vlado Republike Slovenije, da ta davek na nepremičnine vodi državo v pogubo. Gospodarstvo bo drvelo navzdol, brezposelnost se bo strmo višala in naraščala. Mladina bo ostala brez službe in bojimo se, da bo odhajala v tujino. Tam jim omogočajo zemljo za obdelovati, tam dobijo službe in tam si lahko ustvarijo dostojno življenje. Žal je tako. V Novi generaciji podmladku Slovenske ljudske stranke opozarjamo torej, da je visoka brezposelnost tesno povezana z davkom na nepremičnine, ki bo trenutno stanje v Sloveniji še drastično poslabšal. Hvala. Hvala lepa, Senta. Gospod Danijel Valentine.